No, pa gremo rešiti teste iz linearnih funkcij, točk, sistemov enačb. Začnemo s prvo, kaj drži in kaj ne drži. Imamo linearno funkcijo, izgleda malo poseben zapis, vendar če bi to primerjali z eksplicitno obliko, k krat x plus n, bi lahko to zapisali kot y je nič krat x plus 4. To je isto, ne, ker je nič krat nič nič, in zato velja, da je k res 4 in to drži. Točka A je začetna vrednost funkcije. Začetna vrednost bi lahko bila, zato ker je x nič. Naš y je pa 3. In če vstavimo tukaj noter, za x nič dobimo minus 5 krat nič je nič plus 3 je 3. Torej je to res začetna vrednost. Še tukaj to piše. Funkciji sta vzporedni. Vzporedni sta takrat, ko imata enake k-je. Zdaj pa poglejmo. Pri prvem je k jasen. K1 je minus 5. To je to. Medtem ko pri drugem moramo dati pa y, 5x minus y plus 4, v bistvu manjka je nič, a ne? Bi mogel biti pa y na drugi strani, pa je to 5x plus 4. In tukaj je k 5, ne minus 5. In ker k je ista, je odgovor ne. Funkcija seka os pri minus 3. Ja, to številka, ki je pod x-om, dejansko pomeni, kje seka funkcija os x. Se pravi, funkcija bi bila takole, pri minus 3 in 2 gor. In če to povežemo, bi bil graf in y pri 2, to drži. Točka leži na grafu funkcije, podobno kot prej, sem da zdaj nujno moramo staviti, prej bi lahko tudi brez. Če vstavimo za x minus 2, dobimo 2 krat minus 2 je minus 4 in plus 5 je 1, kar je pa točno to, kar piše. Torej, to drži. Funkcija je padajoča funkcija, je, zato ker je k manjši od nič. Torej, da. Izračunaj smerni koeficient premic skozi točke. Smerni koeficient premic skozi te dve točke in gremo. K je y2 minus y1 polovljeno z x2 minus x1. Y2 je minus, zaprav si lahko označimo, x1, y1, x2, y2, vstavimo, y2 je 5, minus y1 je 3, x2 je minus 3, minus x1 je minus minus 2, torej je to plus 2. In dobimo 5 minus 3 je 2, minus 3 plus 2 je minus 1 in odgovor minus 2. Koordinatni sistem nariši trikotnik s točkami. Najprej A minus 2, 2, torej x je minus 2, y je 2. Ta točka je potem tukaj. Tukaj je točka A. Točka B je 1 in 3. B. In točka C je 3 pa nič. Tako. Torej, naš trikotnik je minus 2, 2, ja, 1, 3, pa nič. Tako. Katera stranica je trikotnika je najdaljša? Zdaj stranice razvijajo nasprotje oglišča. Prav tukaj je A, tukaj je C, tukaj je B. In katera je najdaljša? Najdaljša je B. Lahko rečemo AC, kar je isto kot B. Karkoli zapisano bo vedeti. Zdaj pa zapiši koordinate razpolovica najkrajše stranice. Tukaj je že malo težko določiti, kaj je najkrajša, ampak recimo, da je AB najkrajša. Tudi če bi kdo vzel AC, pa bi pravilno izračunal, bi bilo v redu. Naša stranica AB in iščemo razpolovišče, torej S od tega. Seštejemo prvi dve koordinati, delimo z 2 in drugi dve. Najlažje je, če si kar izpišemo koordinate A in B. Torej, prva točka je minus 2, 2 in druga točka je 1, 3. In minus 2 plus 1 je minus 1, deljeno z 2
je minus 1 polovica. Se pravi, naš S je minus 1 polovica, 2 plus 3 je 5, deljeno z 2 je 5 polovic. Koliko meri najdaljša stranica, se pravi stranica B, to je AC, A že imamo koordinato, še C bomo izpisali, se pravi C je 3 nič, A je minus 2 in 2 in nas zanima zdaj razdalja. Distance od A do C. In to je koren iz x1, y1, x2, y2, formula je x2 minus x1 na kvadrat, se pravi 3 minus minus 2 je plus 2 na kvadrat, plus nič minus 2 na kvadrat in to je isto kot 3 na kvadrat je 25, minus 2 na kvadrat je 4 in to je skupaj koren iz 29. Koliko meri ploščina tega trikotnika? Torej imamo vse 3 oglišča dana, jih napišemo. Tole A je minus 2, najbolj, da si jih kar prepišemo, A minus 2, 2, B 1, 3 in C 3 nič. In poznamo obrazec, ploščina se označi S, je 1 polovica krat absolutna vrednost od determinante in to je 1 polovica krat, determinanta pa je to x1, y1, x2, y2, x3, y3 in gremo. 1 minus minus 2, to je vzgoraj, ne? X2 minus x1, 1 minus minus 2 je 3, 3 minus minus 2 je 3 plus 2 je 5, 3 minus 2 je 1 in nič minus 2 je minus 2. In to je, prav, lahko bi še tukaj vzgoraj napisali, zraven računa, se pravi, to je 1 minus minus 2. To je 3 minus minus 2, to je 3 minus 2 in minus 2 je nič minus 2. Eto, zdaj moramo pa te številke, ki jih imamo, ustrezno pomnožiti. Prav, 1 polovica krat, črta, 3 krat minus 2 je minus 6 in minus 5. Še nekaj smo pozabili, tukaj sem zdaj naredila to, tukaj moramo imeti še absolutno vrednost črto, ne. Takole, in je to minus 11, 1 polovica krat absolutna od minus 11, to, da je minus 11 pomeni, da je orientacija negativna, absolutno od minus 11 je 11 in je to 11 polovic. Kakšna orientacija, kako je orientiran, smo že povedali, da negativno, zato ker je vrednost znotraj determinante enaka negativna. Nariši množico točk, za katere velja. Bomo najprej narisali za x-e, grejo torej od minus 2, pa je minus 2 zraven, pa do 4. 4 ni zraven, se pravi, pri minus 2 je polna črta, pri 4 črtkana in potem imamo še vse to, kar je tukaj noter. Potem pa še gremo y-ne, so pa od 1, ni zraven, zato je tukaj črtkana črta, pa do 3, pardon, 3 je tukajle. Tako. Ok, in je to. Tole dol, kje pa je skupna rešitev? Skupna rešitev je pa to območje, ki je tukaj notri. Tukaj črtkano, črtkano, črtkano in polna črta. Dana je družina linearnih funkcij.
družina. To pomeni več jih je, zato ker se m spreminja. In mora biti takšen m, da bo graf funkcije vzporeden s tem grafom. Za vzporednost vemo, da sta vzporedni takrat, ko je k enak. K1 je 2m plus 1, K2 je minus 5. Zdaj rečemo, 2m je minus 5 minus 1, 2m je minus 6, delimo za 2 in dobimo, da je m enako minus 3. Določi neznano koordinato, tako da bodo točke kolinearne. Zdaj, kadar so kolinearne, pomeni, da ležijo na isti premici, takrat je v bistvu ploščina tega trikotnika ABC enako nič. To pomeni, ker je ploščina ena polovica krat determinanta, absolutna vrednost je to nič, to pomeni, da mora biti determinanta nič. Zdaj najlažje, da napišemo determinanto. ABC vemo, x2 minus x1, x3 minus x1, y2 minus y1 in y3 minus y1. x2 je v našem primeru 3 minus 1, potem je pa tukaj x minus 1, y je pa 5 minus 4, to lahko tudi na pamet računamo, če želimo, a ne, pa 6 minus 4. Tako. In ne pozabimo, da mora biti to nič. In zdaj gremo, 3 minus 1 je 2, 5 minus 4 je 1, 6 minus 4 je 2, tukaj x minus 1. To bi razrešili tako in to je nič. 2 krat 2 je 4 minus 1 krat x minus 1. Še odpravimo oklepaje. 4 minus x plus 1 in to mora biti nič. To je enačba. Zdaj pa damo x lahko na drugo stran, 4 plus 1 je 5, minus x na drugi strani je x in x mora biti 5. Se pravi, če bi bilo 5, so točke kolinearne. Grafično in računsko določi presečišče. Narišemo prvo, k je 2, n je 3 in še drugo, k je minus 1, n je 3. Zdaj, najlažje risanje pač kar začetne vrednosti in smernega koeficienta. No je 3, 1, 2, 3, 1 sem, 2 gor. To je naša prva funkcija p od x. Potem druga je n3, 1 sem, 1 dol, ker je k negativen. In brez težav vidimo, kje je presečišče. Presečišče je kar začetna vrednost s koordinato nič in 3. To je zdaj grafično narejeno. Računsko pa izenačimo, y je y in prvi y je to, kar tukaj piše. 2x plus 3, drugi y je to, minus x plus 3, trojke se bi okrajšale, x se damo na eno stran, je 2x plus x je 3x, je enako nič. Delimo s 3 in dobimo x je nič. To je x, še y vstavimo od enih, recimo do prvo, 2 krat x plus 3, na mesto x vstavimo nič, 2 krat nič je nič, plus 3 je 3 in imamo presečišče. Še sistem enačb. Te enačbe sta že zelo dobro pripravljeni, ker če jih seštejemo, se bomo takoj znebili prve neznanke. 8y minus 2y je 6y je 6, delimo za 6 in dobimo y je 1. Zdaj je ena možnost, da enko vstavimo v enačbo za x, pa zračunamo y, druga pa je, da enačbe pripišemo. S tem, da bomo zdaj drugo enačbo pomnožili za 4, zato da se bomo znebili y. Ker če pomnožimo 4, dobimo 4 krat minus 4 je minus 16x, 4 krat minus 2y je minus 8y, 4 krat 4 je 16, popravimo in je to minus 12x, to črtamo, je 18, delimo z minus 12,
in dobimo x je, to lahko pa še s 3 delimo, 18 deljeno s 3 je 6, oziroma za 6 delimo in dobimo 18 deljeno s 3 je 3, 18 deljeno s 6 je 3, kole, in v spodaj dvojka pa še minus v spredi, torej minus 3 polovice. No, pri drugi je naloge so zelo podobne, ta je v bistvu ista, zato je ne bomo delali, ista kot zgoraj. Izračunaj smerni koeficient, so samo koordinate drugačne, postopek je isti. Y2 je 5, minus 3 je plus 3, 1 minus 3 je zopet plus 3 in je to 8 deljeno 4 in je 2. Koordinatni sistem nariši točke, so točke malenkost drugačne, se pravi 2 in 1, tukaj je točka A, pardon, 2 in minus 1, bomo je tu spodaj, pravimo, 2 in minus 1, tukaj je točka A. Točka B je pri nič in 4, se pravi nič in 4, takole, točka B, in točka C pri 3 in nič. In je trikotnik narisan takole. Zdaj zelo hitro lahko ugotovimo že orientacijo trikotnika, ker so si oglišča v tej smeri, ko ura teče, je to negativna orientacija. Ampak mi imamo drugo vprašanje za začetek, katera stranica trikotnika je najdaljša? Najdaljša, vidimo, da je stranica BC. BC, kar je stranica A v bistvu, ne, se pravi BC, daljica je stranica A. Zapiši koordinate razpoloviča najkrajše stranice, najkrajša stranica vidimo, da je AC. Koordinate od A poznamo, 2 minus 1, jih lahko pripišemo. In od C 3 nič. In zdaj, če me zanima, koliko je razpolovišče S, seštejem prvi dve, 2 plus 3 je 5 in dam na pol. In seštejem drugi dve, minus 1 plus nič je minus 1 polovica. In to je naše razpolovišče. Koliko meri najdaljša stranica, se pravi, ko imamo zdaj BC, izpišemo še koordinate za B nič pa 4. C je 3 pa nič. Se pravi, imamo razdaljo od B do C je koren iz x2 minus x1, to si lahko označimo. Gremo, 3 minus nič je 3 na kvadrat plus nič minus 4 je minus 4 in tudi to na kvadrat. In je to isto kot 9 plus 16 in je koren iz 25. Koliko meri ploščina? To tudi vemo, da je to pač S, ki je 1 polovica krat absolutna vrednost determinante. Determinante pa poznamo, da je to x2 minus x1, x3 minus x1, y2 minus y1, y3 minus y1. Zdaj, točko A bomo še kar dopisali zraven, zdaj bomo tukaj napisali, bom jih še enkrat pripisala, da bo bolj jasno. Se pravi, A je 2 minus 1, B je nič 4, C je 3 nič in zdaj x2 minus x1 odštejemo te dve in je minus 2. x3 minus x1 je 3 minus 2 je 1. Potem y2 minus y1 je 4 minus minus 1 je 5. In nič minus minus 1 je 1. In minus 2 krat 1 je minus 2 krat 1 je minus 2, minus
5 krat 1 je -5, -2 -1 je pa skupaj -7. Ker je -7 pomeni orientacija negativna, ploščina pa moramo iti čez sem, je 1/2 krat absolutna vrednost od -7, absolutna vrednost od -7 je seveda 7 in je to 3,5. Kolikšen je trikotnik, kako je orientiran je negativno. Nariši množico točk, za katere velja, se pravi, mi imamo pa zdaj tukaj od 1, to pomeni 1 je zraven, do 4, 2, 3, 4, 4 ni zraven, takole, in od -1 pa do 5, od -1 in do 5 in naredimo to tole, tukaj vmes, in to je naša rešitev. Gremo k 5, dana je družina. Kdaj sta vzporedni? Takrat, ko sta k-ja enaka. K pri prvi je to, kar je zraven x-a. K pri drugi je 3, torej je -m enako 3 - 2 in -m je 1 in m je -1. Določi neznano koordinato točke C, tako da bodo točke kolinearne. Če so kolinearne, ležijo na isti premici in determinanta mora biti 0. Naša determinanta pa je x2 minus x1 je 3 minus 2 je 1. X minus 2 zapišemo, ker pač ne moramo zračunati. 3 minus 1 je 2 in 2 minus 1 je 1. Lahko tudi vmes še račune naredimo, če nam je lažje. Zdaj pa 1 krat 1 je 1, minus 2 krat x minus 2. In to je 0. Odpravimo oklepaje. 1 minus 2x plus 4 je enako 0 in minus 2x je enako minus 5, delimo z minus 2 in x je 5 polovic. Sedmo, računsko določi presečišče, narišemo. N je tukaj 1, to je začetna vrednost, gremo eno enoto v desno in za toliko, kot je k, v našem primeru je to minus 3 dol. In potegnemo. 2 plus 1 je 1, 1 sem in 2 gor. Takole. To pomeni začetna vrednost, kje je presečišče? Presečišče je tukaj. Slučajna začetna vrednost, 0 in 1. To je računsko, to je grafično, računsko pa naredimo tako, da rečemo, da je y. In prvi y je minus 3x plus 1, drugi y je 2x plus 1. Damo x na skupaj. Enko počrtamo, je 0 in dobimo, da je x enako, delimo z minus 5 in dobimo, da je x enako 0. X je 0, y pa vstavimo, recimo, da v drugo enačbo, 2 krat 0 plus 1 in je 2 krat 0, 0 plus 1 je 1. In še 8, sistem enačb. Najprej poskusimo, če jih lahko seštejemo. Lahko, ker se te dve izničita. In dobimo minus 3x je 9, delimo z minus 3 in dobimo, da je x enako minus 3. Za drug primer, pa bomo prvo enačbo pomnožili za 2, ker če pomnožimo z 2, dobimo 6x plus 4y je 12. Druga je pa minus 6x minus 4y je 3, prepišem. In če zdaj seštejemo, se te dve izničita.
Zanimivo je, da se tudi prvi dve izničita, kar pomeni, ali smo se zdaj kaj zmotili, ali prav, ne, da dobimo, da je nič enako 15, a je to mogoče? Ni mogoče, to pomeni, da sploh sistem ni rešljiv. 6x plus 4y je 12, minus 6x minus 4y je 3. Že vidim, kaj sem naredila. Tukaj bi mogla, bomo tole popravili za drugo. Bilo malo preveč množenja. Se pravi, prvo pomnožimo z 2, zato da bomo dobili tukaj 6x. 6x plus 4y je 12. Drugo bomo samo prepisali. Tako. Drugo samo prepišemo. Tako. Seštejemo in ko seštejemo, se ta 2 izničita, ostane 2y je 15. Delimo z 2 in dobimo, da je y 15 polovic, kar je 7,5. In imamo rešitev. Tako.